Prvi razlog, to bolezen povzročajo virusi, ki so jih najprej odkrili pri opicah. Od tod tudi ime opičje koze. Bolezen se je prvič pojavila pred več kot 50 leti v Demokratični republiki Kongo. Virus, ki jo povzroča, torej ni nov, kot je bil novi koronavirus, pri katerem so morali strokovnjaki ob njegovem pojavu še raziskati, kako se prenaša in zdravi ter iznajti cepivo. Epidemiologi virus opičjih koz že poznajo in imajo izkušnje z zdravljenjem in zajezitvijo širjenja bolezni, ki jo povzroča. Drugi razlog, okužba se na človeka prenese ob tesnem stiku z okuženo živaljo ali drugim človekom. Praviloma mora biti stik zelo tesen. Poleg tega se lahko to zgodi šele takrat, ko so se prvi znaki bolezni pri okuženem že pokazali. Opičje koze so torej precej manj prenosljive kot COVID-19. Tretji razlog, ker virus ni nov, že obstajajo cepiva, ki lahko ščitijo pred opičjimi kozami. Tako strokovnjakom ni treba na novo odkrivati, kaj bi virus lahko premagalo, kakor je bilo pri COVID-19. Ker je potek bolezni v večini primerov blag, epidemiologi vsesplošnega cepljenja ne priporočajo. Simptomi so podobni kot pri gripi: vročina, glavobol, bolečina v mišicah, izčrpanost, pozneje pa še izpuščaje po telesu. Težji potek bolezni imajo lahko bolniki s hujšo motnjo imunskega sistema, bolj so ogrožene tudi nosečnice in majhni otroci. Torej, opičje koze se ne prenašajo tako zlahka, strokovnjaki zelo dobro poznajo to bolezen in zanjo že imajo cepiva. Trenutno je zaskrbljenost, da se bo pojavila nova pandemija, odveč.